Živjo, Ultugi, vi gledate Slava na easy. Jaz tukaj Slava na najbolj easy način. Lep zadnjič mi je en moj prijatelj, ki ne živi v Sloveniji, napisal, da bo med poletnimi počitnicami, sam še 13 dni, pa po koncu šole, bo prišel v Slovenijo, v Rožno dolino. Bil sem tako vesel, da sem moji mami povedal, pa me vprašala, v katero Rožno dolino. Pa sem jo tako malo začudeno gledal, pa mi je rekla, da je ena del mesta Ljubljana, ne, ena je pa v bistvu ob meji z Italijo. Potem sem jaz to pogooglal, pa ja, čisto drugače se piše ta Rožna dolina. Ena se napiše samo Rožna z veliko, pa dolina z malo, ena pa Rožna in dolina z veliko začetnico. Torej, če ne veste, kdaj se napiše zemljepisno ime z veliko začetnico, ali pa če ste v dilemi, je Slava na easy definitivno to prav kraj. Pa ne skrbite, naučil sem se, da delim svoje znanje z vami. Torej ja, šli bomo skozi zemljepisna imena in VZ. Da, VZ so pa velike začetnice, zato ker je moja T premajhna. T je pa tavla, ne. Torej, že na začetku imam primer. Ljubljanski grad pa Gornji grad. Zakaj je Gornji grad z veliko, pa Ljubljanski grad z malo? To je tudi ena od velikih skrivnosti vesolja, ki jih bomo danes razkrili. Ja, okej, kar fejno. Torej, prvi del imena vedno napišemo z veliko začetnico. To so na primer Kostanjevica na Krki, ali pa Murska Sobota, Novo mesto, Rožna dolina in tako naprej, ja. Ampak v bistvu se nam pa zaplete pri drugem delu imena, oziroma jaz sem temu govoril kar ne prvi del imena. Pač ja, na primer, ime kraja in zemljepisno ime kraja je lahko sestavljeno iz samo ene besede, na primer Ljubljana, Maribor, ne. To vedno napišemo, na primer Ljubljana ali pa na primer Maribor, ne. To vedno napišemo z veliko začetnico. Ampak v bistvu se nam pa zaplete, če je iz večjih delov, na primer Kostanjevica na Krki ali pa Murska Sobota, ne. Kdaj napišemo z veliko, kdaj pa z malo. To bomo tudi danes odkrili. Torej ja, kadar imamo hiške, oziroma v hiškah živijo človečki, in to, hiške pa človečke, ne, to je naselbina, ne. Naselbine so pa v bistvu naselja, vasi in mesta. To vedno pišemo z veliko začetnico, zato je kljukica. Torej, na primer, Gornji grad je z veliko, ne, zato ker Gornji grad je naselje. Medtem ko Ljubljanski grad je v bistvu samo ime vzpetine oziroma hriba ali grič. Ne vem natančno, nisem jih najboljši v geografiji. Z veliko začetnico napišemo tudi, kadar imamo osebna imena. Torej, na primer, Trg Leona Štuklja, ne. Trg damo z veliko, ker je prvi del imena, Leona Štuklja pa damo z veliko, ker je ime in priimek, ne. Pa ker je osebno ime. Ali pa tudi, na primer, ulica je prvi del imena z veliko. Franceta Prešerna. Franceta Prešerna je oboje z veliko začetnico, ne, ker je ime. Tukaj imamo tudi Triglav, ne. Triglav je del Alp, en del Alp so pa na primer Julijske Alpe. Julijske napišemo z veliko, ker so prvi del imena. Pa ne skrbite, veliko bom govoril o prvem delu imena. V glavnem, ja. Alpe pa napišemo z veliko zato, ker so lastno ime gorovja, a ne. In še tale zadnji primer, ki je pa meni tudi najboljši, so pa Dolenjske Toplice, oziroma kadar imamo toplice, je tudi veliko dilem. Torej, Dolenjske Toplice vedno napišemo z veliko, zato ker tam živi Borut Peterlin, slavni fotograf, in s katerim se kosati ne da. Skoraj se je rima, škoda. V glavnem, ja, ne se hecam. Dolenjske Toplice napišemo z veliko, ker so že spet hiške, človečki, torej to je naselje. Če imamo pa, pač ja, naselje, človečki, hiške in tako naprej. Če imamo pa na primer, torej, kakšne Čateške Toplice, ne, so pa to počitniško naselje. In ne, ni ista stvar. Počitniško naselje v bistvu je neke vrste objekta, ne. Res, da je veliko človečkov noter, ampak vseeno ne napišemo z veliko začetnico, ker ni protopravno naselje, ampak je počitniško naselje. Zato so Čateške so z veliko, ker je prvi del imena, Toplice so pa z malo, a ne, ker so počitniško naselje. Ne, to ni isto kakor pravo naselje. Okej. Kdaj tudi napišemo z malo začetnico? Torej, v ne prvih delih imena napišemo z malo stvari, tudi ki se imenujejo predlogi. Torej, to so na primer Brezovica pri Ljubljani, ne. Pač zato, ker Brezovica pri Ljubljani je naselje, ne, bi rabili tudi vse z veliko, ampak ne.
pridamo z majhno začetnico, ker je to predlog. Ali pa tudi kostanjevica na Krki, damo na z majhno, ker je to predlog. Torej, na, pri, v, ob, vse to so predlogi in jih damo z majhno začetnico. Pa še, če imamo v prvih delih imena besede, mesto, trg, vas ali pa selo, to vedno napišemo z majhno začetnico, čeprav so v bistvu od hiš človečkov naselij, ja. Torej, na primer, novo mesto, ne, mesto damo z malo, ker je pač mesto. Ali pa stari trg damo z malo. Imamo pa tudi, na primer, nova vas damo z malo, ja. Pa ne rabi biti vedno nova ali pa nova. Pač mesto, trg, vas, selo, pa še kakšne besede se najdejo, damo vedno z majhno začetnico. Pa tudi, če se vrnemo čisto na začetek, ko sem imel Rožna dolina, to je del mesta Ljubljana, ne? Pa zato, ker je del mesta, napišemo z malo začetnico. Torej, Rožna napišemo z veliko, ker je prvi del imena. Če imamo pa na primer Šiška, ne, je logično, da napišemo z veliko, ker je Šiška je prvi del imena. Prvi in edini del imena. Medtem, ker Rožna dolina je pa iz dveh delov, ne, pa damo pol samo Rožna z veliko, ker je prvi del imena. Evo, to je to. Vsa ta pravila pa pač primere bom dal tudi spodaj v opis, če komu ni bilo zdajle najbolj jasen, ker se mi je kar veliko zatikalo. Možno zato, ker imam suha usta. Glavnem, ja. Še preden grem, ste verjetno tudi slišali na Radiu 1, je Miha Deželak začel svoje potovanje okoli Slovenije, da bi pomagal v bistvu otrokom, ki nimajo dovolj denarja, ali pa ki so v socialni stiski, da bi šli na morje, da bi lahko med poletjem uživali, ne. In ja, če še ne veste, ja, to bo on naredil. Torej, če vas ne bi motili, pomagam 1, brez presledka, ali pa pomagam 5, že spet brez presledka, na 1919. Pomagam 5 na 1919. 1919. Pomagam 5. Rima se. Torej, je pravilno. Evo, to je to. Upam, da vam je bil ta film še všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkite, mogoče se naročite na YouTube kanal Sloven jezik. Povejte tudi prijatelju, če vam ni odveč. Glavnem, ja, to je to. Lepo se imejte. Se vidimo jutri. Čau.